Slovenija, zapojmo ti iz polnega srca, naj pesem naša zadoni prek zemlje do neba. Slovenija, naš skupni dom med biseri sveta, z lepoto te obdal je Bog od morja do neba. Slovenija, moj dom brez mej, ker nosim te s seboj. Kjer rod je moj, kjer sin je tvoj, tam si Slovenija. Moj narod svobodnjakov rod, si kneze voli sam. Mučencev je junakov plod, ki ne boji se ran. Iz tisočletnih korenin poganja naša rast. Resnico ljubimo in mir, svobodo, vero, čast. Slovenija, moj dom brez mej, kjer nosim te s seboj. Kjer rod je moj, kjer sin je tvoj, tam si Slovenija. Najlepša hvala Marku Finku, da smo lahko na najlepši način uvedli ta današnji dogodek, ki smo ga številni pričakovali. Markov glas je topel in popoln, ob slovenski melodiji pa kar izžareva ta globok odnos, ki ga ima do slovenstva, ki je prepogosto, predvsem v Matici, bolj priložnostnega značaja. Posebno lep pa je ob petju te himne, ki je zelo lepa himna Slovencev, ki živijo po svetu, in zelo lepo besedilo Marka Kremžarja, ki ga lahko tudi pozdravimo iz tega pulta. Dober večer vsem prisotnim, še posebej protagonistu današnjega srečanja, prijatelju Jožetu. Si predstavljam, tudi ti si dolgo čakal na ta dogodek in na ta večer. V naši sredi pozdravljam ljubljanskega nadškofa metropolita Stanislava Zoreta in pa seveda veliko odličnih ljudi in prijateljev. Jaz si štejem v veliko čast, da sem lahko del tega dogodka, da kot Goriška Mohorjeva družba sodelujemo pri izidu tako pomembne znanstvene monografije. Čisto poseben pomen pa ima tudi dejstvo, da je pri njenem izidu prišlo do skupnega nastopa 3 udov Mohorjeve družbe. In to tik pred stoletnico epohalnih dogodkov, ki so na našem zahodnem koncu slovenstva in na Koroškem razcepili narod in posledično tudi Mohorjevo družbo na 3 dele. Na današnji predstavitvi bo sicer v ospredju kasnejše obdobje, za našo sedanjost še bolj epohalno, ki se je boleče zarezalo v narodno telo in zaradi katerega še danes to narodno telo krvavi. Gre za obdobje, okoli katerega slovenski zgodovinarji morajo še marsikaj nadoknaditi. Kajti matični narod je do leta 1991 živel v sistemu, ki ni bil demokratičen in ni dopuščal odstopanj od dogem, na katerih je ta sistem slonel. In ena od glavnih dogem je tista, ki govori o epopeji druge svetovne vojne. Slovenski razkol je knjiga, ki jo je napisal doktor zgodovine, ki je po poklicu časnikar, kar pomeni, da gre za dokumentirano
delo, ki je obenem tudi berljivo, kar je za pomen in za vsebino te knjige še kako pomembno. O revolucionarnem nasilju kot povodu za državljansko vojno smo v povojnem obdobju lahko brali predvsem v literaturi, ki se je pisala v zdomstvu. Po letu 1991 je to možno tudi v Matici. Ponekod te definicije so bile prisotne tudi na našem zahodnem koncu, a tega že zdavnaj pri nas ni več, ker je veliko bolj komodno in se tudi veliko bolj obrestuje, če pristajaš na dominantne teze. A tudi pri nas, k sreči, niso vsi enakega mnenja. So sicer izjeme, niso na vodilnih mestih, ampak so. Kot rečeno je pri tej knjigi so sodelovale 3 Mohorjeve družbe, Celovška, Celjska in Goriška. In sedaj bi prosila oziroma bi dala besedo predstavnikom 3 založb. Sedaj, da ne bodo rekli, da sem lokalpatriot, bi začela pri dami, torej pri dr. Tanji Ozvetič v imenu Celjske Mohorjeve družbe. Prosim. Jože, spoštovani, cenjeni gostje, dober večer in lepe pozdrave tudi iz Celjske Mohorjeve družbe. Pa bom takole za začetek nalizala nekaj, ki jih imamo skoraj da vsak dan na jeziku. Zgodovina je učiteljica življenja. Kdor ne pozna lastne preteklosti, ne more načrtovati svoje prihodnosti. Kdor ne pozna zgodovine, se spotika. Kdor ne pozna zgodovine, je obsojen na to, da jo ponavlja. Kdor ne razume svoje preteklosti, ne more razumeti sedanjosti in ne prihodnosti. Kdor se hoče držati le sedanjosti, sedanjosti ne bo razumel. In pa morda nenavadna, a resnična, globoko pretresljiva in vsaj tudi meni osebno najbližja izpoved: kdor ne pozna zgodovine, je ne more pozabiti. Pri Celjski Mohorjevi družbi smo prav v preteklih dneh izdali, oziroma to jesen izdali prevod knjige z naslovom Jezik Boga Francisa S. Collinsa, vodje svetovnega projekta Genom, v okviru katerega so znanstveniki uspeli prebrati človeški genom in tako razpoznali jezik življenja ali jezik Boga. Skrivnost življenja je v znanju branja, prepisovanja in prevajanja pisave življenja, ki ima obliko dvojne vijačnice DNK. Vendar s tem znanstvenim dognanjem seveda nikakor ni bila izključena prisotnost Božjega. Prav nasprotno, znanstvenika Collinsa je raziskovanje DNK od ateista pripeljalo do prepričanega kristjana. In ena zelo pomembnih ugotovitev tudi teh raziskav je bila, da imajo tudi naši geni spomin. Da lahko vse, kar doživljamo, to, kakšen zrak dihamo, kako se prehranjujemo, vpliva na naše potomce, če tudi sami teh okoliščin ne bodo doživeli. Se pravi, da tudi vse, kar so doživljali naši predniki, je vtkano v naše gene danes. Tudi zanikanje, tudi zločin, prikrivanje, izkrivljanje resnice, tudi revolucionarno nasilje. Tako v svojih številnih pričevanjih, na primer, ugotavlja tudi gospod France Cukjati ob in še bolj po izidu izjemne monografije Slovenske podobe zla, ki je pri Celjski Mohorjevi izšla lansko leto in je bila tudi že ponatisnjena. Prav zaradi tega se nam je zdelo pomembno podpreti pričevanja Milka Mikole s knjigo Rdeče nasilje, ki govori o represiji po letu 1945, pa njegovo revolucionarno nasilje na Štajerskem in na Celjskem. Zato smo tudi leta 2008 prvi objavili pričevanja Ivana Ota o otrocih s Petrička. Tudi zato za prihodnjo pomlad pripravljamo prevod knjige Martina Polaka Ženska brez groba, ker avtor kot sin nacističnega zločinca vztrajno poudarja, kako pomembno je pisati o tem. Če ravno o vsem, kar je zelo, grdo, nizkotno, raje nočemo nič vedeti in o tem najraje ne bi ničesar slišali. Takole piše: ne pomaga, da pogledamo stran, s tem ne moremo pregnati duhov. Moramo se soočiti z zgodovino, o tem moramo govoriti, o tem moramo pisati.
Tako smo razmišljali tudi prijatelji, žlahta pri Goriški, Celovški in seveda tudi pri nas, celjski Mohorjevi družbi, tudi sestrski založbi sta kar nekaj del s podobno vsebino izdali. In na tak način tudi podpiramo pomemben del slovenske, nikoli dovolj odmolčane zgodovine. Zato smo podporo pri promociji tej knjige doktorja Možine z veseljem dali. Jože s svojo trdno odločenostjo in vztrajnostjo pri raziskovanju vojnega in povojnega obdobja ter željo iskanja resnice nenehno nastavlja hrbet mnogim, ki jim ta resnica ni po godu, in za svojo prodornost in skrbno raziskovanje ter pogum pri izdaji te knjige mislim, da zasluži odlično spoštovanje vseh nas in slovenskega naroda. Želim lahko le, da bi bila knjiga v nasprotju s svojim naslovom prihodnjim generacijam tista, ki bi omogočila in prinesla miren in spraven genski zapis, na podlagi katerega bodo ponosno gradili slovensko prihodnost. Ker smo del žlahte, se bomo tikali, ne, Tanja? Hvala za te lepe uvodne besede in sedaj k drugu članu naše žlahte, torej gremo severnejši konec. Hanzi Filipič, urednik Celovške Mohorjeve družbe, prosim. Ja, prav lep pozdrav tudi v imenu Celovške Mohorjeve družbe. Ko sem pred nekaj dnevi prvič držal v rokah knjigo Jožeta Možine, sem si oddahnil, saj sem, ko sem pred 3 leti prebiral prvi rokopis, ki je bil zelo zajeten, ta je zdaj, knjiga je še bolj zajetna, tako avtorjev, kakor tudi besedil in predvsem slovenski družbi sem takrat iz srca zaželel, da bi ta knjiga zagledala luč sveta. Celovška Mohorjeva je imela ta privilegij, da je lahko v svinčenih časih bivšega totalitarnega režima tiskala in izdajala knjige, ki so opozarjale na zločine komunističnega totalitarizma ne samo po 2. svetovni vojni, temveč tudi že med njo. Naj omenim le 2. Tomaž Kovač, to je s pravim imenom Branko Rozman, V rogu ležimo pobiti. Če je kdo to knjigo bil zasačen v Sloveniji, da je prebiral to knjigo, je pristal lahko v zaporu. In Ciril Žebot, Neminljiva Slovenija. Knjigo Neminljiva Slovenija sem prebral kot mladostnik in se prvič soočil z dejstvom, da zgodovina le ni bila taka, kakor jo je predstavljal slovenski komunistični režim. Pa vendar se je vedno spet našel kdo, ki je, če sem omenil Neminljivo Slovenijo, pomenljivo pripomnil, veš, pri Žebotu moraš biti previden. Žebotovo delo je med vrsticami razvrednotil, češ, pazi, Žebot ni ta pravi, kar je pomenilo, da a priori ne more biti res, kar piše, saj ima slabo vest, ker je sodeloval z okupatorjem. Ta argument, domnevni argument, ki je bil v resnici komunistična doktrina, je bil izključujoč, češ, kdor je bil le domnevno v bližini okupatorja, če tudi daljni ali pa celo namišljeni, ne more imeti prav. Knjiga Jožeta Možine je delo več desetletij, govoril je z neštetimi pričami časa, pregledal vso pomembnejšo literaturo in arhivske dokumente, ter našel skoraj čudežno nove primarne vire. Pregledal in upošteval je tudi italijanske vire. Vse te lahko preverimo zdaj tudi bralci, saj ima knjiga ogromno opomb. Vse, kar piše, podpre in dokazuje z dokumenti, literaturo, izjavami prič časa in kljub vsemu ogromnemu delu ostaja ponižen, ker ve, da bo potrebno še veliko dela na poti k objektivni oceni zgodovinskih dogodkov. Smo namreč vedno na poti k oceni zgodovinskih dogodkov med 2. svetovno vojno in po njej. Pa vendar je s to knjigo odkrhnil še zadnji temeljni kamen zgodovinopisja revolucionarnega izročila, ki pravi, da nasprotniki svojih tez ne morejo znanstveno podpreti. Zdaj imamo dejansko knjigo, ki je znanstveno in še kako znanstveno podprta. Moja prva misel pri Jožetovi knjigi je bila,
Zgodovino slovenske družbe med drugo svetovno vojno in po njej bo treba v številnih poglavjih napisati na novo, če ne želimo, da bomo namesto objektivne zgodovine imeli veroizpoved davno preteklega totalitarnega režima. Jože, iskrena hvala in iskrene čestitke k tej knjigi. Zahvaljujem se Hanziju Filipiču za te uvodne besede in sedaj na zahodni konec slovenstva. Monsignor Renato Podbersič, predsednik Goriške mohorjeve družbe, beseda je vaša. Hvala za besedo, topel pozdrav in hvalen Jezu vsem skupaj. Posebej Jožetu, ki prihaja z našega zapadnega konca tam, kjer naša slovenska kura nosi jajca. Zdaj upam, da so to zlata jajca, vsaj v primerjavi s to knjigo. Smo na tistem koncu, tam, kjer pravijo, da smo na pol lahi in ne vem kaj še vse, kjer se mešata dve kulturi, v preteklosti pa še tretja. Zabravi, slovenska, italijanska, v preteklosti pa nemška kultura. In ta je pustila za seboj kar precej dediščine tudi v naših narečjih na Goriškem. Ta narod tam ob zapadni meji je bil velikokrat tepen v zgodovini. Majhen, ampak tepen. Veste, da svetopismo pravi v Stari zavezi, da starši, ki ne tepejo svojega otroka, parafrazirano, niso kaj dosti vredni. To se pravi, imamo bogato dediščino glede tega. Številni narodi so se mešali tam. Mnogo kultur, nacionalnosti je šlo skozi naše kraje, ker je to prehod med zlato Italijo v preteklosti, tako imenovano, in Slovenijo ter Panonijo na severu. Zaradi tega ni bilo manj teh, bomo rekli, kaznovanj tudi ob drugi svetovni vojni, med njo in po njej. Kako nekako, da bi morali biti Slovenci solidarni tudi v križih in težavah. Zato, kar se je dogajalo v veliko večji meri tukaj v Ljubljanski krajini in, bomo rekli, cerkvi, če hočete, je ravno tako občutil Maribor s svojim nemškim močnejšim vplivom in mi z našim italijanskim vplivom. Ta knjiga, ki jaz sicer nisem še imel v rokah, in ker je pač sveža iz tiskarne, ne vem vsebine, razen tisto, kar ste recenzenti predstavili, je gotovo en pozitiven korak in to velik korak v smeri resnice. Kajti samo resnica osvobaja, nobena laž. Laži samo razdirajo. In če je knjiga, in sem prepričan, da je v to smer naredila velik korak, ker je grajena na arhivskih virih, na pričevanjih, torej na dejstvih, pripomogla k temu, da se bo naša slovenska resnica zrila in da bo posledično tudi nekdo, ki morda sedaj to resnico zavrača, spregledal in se v prihodnosti začel spraševati, kam nas pelje, če zatiskamo oči pred resnico. Upam, da nas bo knjiga obogatila. Jožetu želim še veliko močnih korakov, hrbtenico, ki se ne upogne pri vsem njegovem delovanju, nam vsem pa koristno in pogumno branje resnice. Hvala. Signor Podbersič, zahvaljujem se vam za te besede. Mislim, da vsi tu v dvorani delijo želje, ki ste jih izrekli. Znanstvena monografija Slovenski razkol ima tudi dva odlična, zelo ugledna recenzenta, ki s svojim delom sta zelo pogosto morata plavati proti toku, in to iz dveh čisto enostavnih razlogov. Prvič je ta, da se ukvarjata s polpreteklostjo in ne s kakšnim prejšnjim obdobjem, ki ni problematičen, in drugič, ker ko se ukvarjata s polpreteklostjo, odstirata zavese nad dogajanjem, ki za
številne bi moralo ostati prikrito, zato da bi s časom nanj pozabili. Dr. Tamara Griser Pečar, vabim vas k besedi. Ob sami oceni znanstvene monografije pa bi vas prosila tudi, če odgovorite na vprašanje, ki je vezano tudi na vaše delo, in sicer na nesprejemanje nekaterih definicij. Vi ste avtorica tudi drugega temeljnega dela, ki je Razdvojeni narod. To je delo, ki če le morajo, ga zgodovinarji ne citirajo, ni prisotno v bibliografijah. Sedaj v svoji recenziji vi ste napisali, slovenski razkol je izredno dragocen prispevek k boljšemu razumevanju zgodovine druge svetovne vojne na slovenskih tleh. Sedaj vprašanje, kako lahko te definicije pridejo do učbenikov, univerz in do javnosti? Prosim. Vse najprej lepo pozdravljam. Kako pridejo do javnosti, ker predavam na univerzi, mi študenti velikokrat rečejo, to, kar ste pa zdaj ravno kar povedali, pa še nismo nikoli slišali, pa študirajo zgodovino. Ni drugega, kot da na predavanjih pač več ali manj prisilimo študentje, da berejo literaturo, ki se izdaja. Pred kratkim je bila okrogla miza ob obletnici izbruha druge svetovne vojne in na tej okrogli mizi je bila večina zgodovinarjev mnenja, da smo tako ali tako že vse napisali. Jože, da je tvoja knjiga pravzaprav povsem odveč, ker je vse tako že znano. In s tem se seveda nisem takrat in se tudi ne strinjam. Mislim, da primerjamo zgodovinopisje z mozaikom in vsak kamenček, ki pripomore k temu, da je naša slika bolj avtentična in tudi nimamo mi zgodovinarji nobene krone na glavah, kadar najdemo nove dokumente, ki pokažejo, ki so verodostojni, seveda, ki pokažejo na drugačno sliko, moramo to sliko seveda tudi dopolniti in popraviti. In mislim, da je tukaj še ogromno dela, predvsem na tradicionalni strani je še, to je zdaj en korak naprej, s tem, da odkrivamo, kako je pravzaprav, kakšne so bile prve reakcije na ta revolucionarni teror leta 1942, kako so nastale vaške straže, pa to še ni dovolj. Mislim, da moramo tukaj nadaljevati, da je še veliko dela, da razkrivamo to, kar se je na tradicionalni strani dogajalo med drugo svetovno vojno. Nimamo nobenih monografije še o legijah, o Narodnem odboru, o Slovenski zavezi. Torej, je še veliko dela in mislim, da moramo to nujno opraviti, ker samo, če bomo vse to obdelali, če bomo vse položili na mizo, kar se je res dogajalo, bomo imeli eno dobro sliko vsega tega, kar se je dogajalo med drugo svetovno vojno. Seveda, Jože Možina obravnava, da daje najprej zelo izredno dober, precizen pregled predvojnih političnih akterjev. Treba je vedno povedati, kako je prišlo do nečesa, od Slovenske ljudske stranke do liberalnega Travora in socialistov pa do različnih struj v mladinskih vrstah, vse do prepovedane komunistične partije, ki pa seveda v svojih usmeritvah ni bila samostojna, se je delala pod taktirko Kominterne in je svojo smer prilagajala. Zakaj je med drugo svetovno vojno je treba pri nas upoštevati dve ravni dogajanja, torej ne samo okupacijo treh sovražnikov,
ampak tudi drugo ravn in seveda upor proti temu, kar je absolutno normalno. In če primerjamo recimo s Francijo, kjer so se kljub tudi sporom vendarle vse struje naroda dogovorile in so stopile skupaj v rezistans. Česa takega pri nas ni bilo, zato ker je komunistična partija imela svoj namen, namreč da prevzame po vojni oblast. Torej imamo dve ravni dogajanja, ena je okupacija in druga je pa revolucija, ki je zaznamovala naš prostor tako, da še pravzaprav danes tega nismo uspeli premostiti. In upor proti revoluciji je pa ravno tako legitimen, kot je bil upor proti okupaciji. Pomembno je, da Jože Možina tukaj uporablja ne samo arhivsko gradivo v Arhivu Republike Slovenije, v Nadškofijskem arhivu in tako naprej, ki so znani, pa tudi še ne pravzaprav izčrpani. Tudi tukaj imamo še veliko dokumentov, ki jih moramo prav raziskati, ampak tudi arhiv Akademskega kluba Straža, ki so ga stražarji, ko so zapustili leta 1945, zakopali. Odkrili smo dve kangli, v katerih so še popolnoma originalni dokumenti, ki še niso bili prav izčrpani. In me veseli zelo, da je tukaj v tej nalogi, seveda tudi v tej monografiji, to tudi uporabljeno. Torej, arhivsko gradivo, ki še nikoli ni bilo uporabljeno. Najobsežnejše seveda avtor obravnava začetka oboroženih oddelkov proti revolucije z 9 geografskimi podpoglavji od Šentjošta, Vicko hribovje, Bloško planota, Loški potok, Begonje pri Cerknici, Loška dolina, Velike Lašče, Dobre polje in Struška dolina. Izredno natančno in sistematično opisuje, kako se je partizansko nasilje nad prebivalstvom seveda stopnjevalo, kako so bili med žrtvami tudi otroci in dojenčki. Seveda je to povzročilo represalije tudi na protirevolucionarni strani. Pri tem v začetni dobi niso izvajali torej niso reagirali podobno kot pač so revolucionarji. Avtor v sklepni analizi, ki seveda temelji na analizi konkretnih primerov, ki jih je opisal in jih tudi v različnih grafih nazorno prikazuje, in se opira tudi na bazo žrtev Inštituta za novejšo zgodovino, iz katere je tudi razvidno, da je protirevolucionarna stran sama ali pa v sodelovanju z okupatorjem povzročila nizko število smrti civilistov, visoka pa je številka civilnih žrtev, ki jih je povzročila revolucionarna stran, pa tudi okupator. Avtor izpostavlja, da je revolucionarna stran več kot pol leta napadala tradicionalno stran, predno je ta reagirala iz samoobrambnih razlogov. Vaške straže so nastale iz samoobrambnih razlogov. Posebno kruto pa je bilo povojno maščevanje komunističnih oblasti nad obravnavanimi podeželskimi občinami. V sklepni analizi, ki presega obdobje, ki je predmet raziskave,
pa ugotavlja, da je prav na območjih, kjer so nastala tako imenovana osvobojena ozemlja, osvobojena zato, ker okupator se je umaknil in so prišli partizani not, niso jih pravzaprav, večinoma jih niso osvobodili, ampak so enostavno zasedli prazen prostor. Torej tam, kjer je osvobodilna fronta več mesecev obvladovala situacijo, bil spontan odpor proti njim največji. Ugotavlja pa tudi, da je bil razlog za samoobrambo predvsem tudi to, da so partizanski napadi na okupatorja, ki so se potem po malih izgubah umaknili, povzročili hudo maščevanje okupatorja nad civilnim prebivalstvom. Seveda predstavlja, kot je bilo že rečeno, avtor arhivsko gradivo in pričevanja in prav to je tudi drugo, kar je izredno pomembno tukaj, da se opira na to, kar smo zgodovinarji dolgo časa pravzaprav zanemarjali, namreč pričevanje, oral history, in torej poleg arhiva Straže, pa seveda tudi gradivo iz že omenjenih arhivov Republike Slovenije in tako naprej, torej znanih. Kot je že bilo rečeno, je zaradi tega monografija, ki je pred nami, izvirno znanstveno delo z področja sodobne slovenske zgodovine, ki bo prav gotovo pripomogla k boljšemu razumevanju zgodovine druge svetovne vojne na Slovenskem, ampak še gotovo ni zadnja, moramo v tem smislu nadaljevati naše delo. Hvala lepa. Dr. Tamara Griser Pečar, zahvaljujem se vam za ta poseg. Dr. Mitja Ferenc, vabim vas k besedi. V vaši recenziji ste med drugim takole napisali: poznavanje začetkov slovenskega razkola je ključno za razumevanje nadaljevanja vojne in njenega konca. Zato je težje razumljivo, da je slovensko zgodovinopisje že desetletja čakalo na podrobno tovrstno znanstveno raziskavo. Konec citata. In sedaj retorično vprašanje, mogoče je to zato, ker prinaša ugotovitve, ki scenosled dogajanja postavljajo v nekoliko drugačno perspektivo. Hvala lepa, lep pozdrav tudi z moje strani. Tako sem začel recenzijo in sicer pri tem tudi nadaljeval, da poglavitna vprašanja, na katera bo bralec v monografiji dobil odgovor, so vsaj tri. Zakaj so nastali oboroženi oddelki tradicionalnega tabora med drugo svetovno vojno v Ljubljanski pokrajini? Zakaj je izbruhnil revolucionarni teror spomladi 42. leta? In zakaj se je tradicionalna stran čutila v tako brezizhodnem položaju, da je za lastno zaščito sprejela okupatorjevo orožje? Ob tem je treba povedati, da je knjiga razširjena, dopolnjena doktorska naloga z naslovom takrat Začetki oboroženih oddelkov protirevolucionarnega tabora v Ljubljanski pokrajini, ki jo je Jože zagovarjal pred 3 leti na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. In čeprav bi si kot mentor želel, da knjiga s takšno tematiko čim prej pride na knjižne police, pa ko primerjam nalogo izpred 3 let in knjigo danes, razumem, zakaj si je avtor vzel kakšen mesec več za pripravo. Glede na povsem drugačen pogled, kot je bil uveljavljen ali pa kot je uveljavljen v slovenskem zgodovinopisju, bo marsikdo želel z filigransko natančnostjo iskati morebitne napake in s tem poskušati razvrednotiti temeljne osnovne rezultate, ki jih ta monografija obravnava. Zato je osnovni tekst kolega Možina dodatno preverjal, tudi dopolnjeval in ob tem knjigo opremil in obogatil z množico slikovnega gradiva, s faksimili dokumentov, grafičnimi prilogami, z zemljevidi in s tem
bralcu omogočil lažje razumevanje. Obravnave ugotavljanja okoliščin povezanih z revolucijo in kolaboracijo veljajo za najbolj občutljive. Zato, ker je odgovor na vprašanje, zakaj so nastali oboroženi oddelki protirevolucionarnega tabora, v veliki meri nek ključ za razumevanje konfliktnih razmerij med drugo svetovno vojno in pri vzpostavitvi nove države z komunistično ureditvijo. In kot ugotavlja avtor v knjigi, so posledice ne dovolj pojasnjenje preteklosti zaradi krvavega mednacionalnega konflikta po ideološkem in razrednem ključu prisotne, uporabljene in zlorabljene v dnevni politiki vse do današnjih dni. Možina v knjigi pojasnjuje, da je partizansko vodstvo za osvobodilno vojno, ki je sama po sebi visoka moralna norma in je uživala začetno simpatijo tudi med tradicionalnim prebivalstvom, pravzaprav zamudilo priložnost, da bi na območjih, ki jih je od spomladi 1942 nadzorovalo, vzpostavilo povezovalne razmere, ki bi ljudi pritegnile in združile v skupno prizadevanje za protiokupatorski boj. Namesto tega je v pričakovanju skorajšnjega konca vojne izpostavilo revolucionarno plat svojega delovanja z vsiljevanjem prvin komunistične oblasti. Kot boste brali v knjigi, so se te kazale v rekvizicijah, v požigih posameznih kmetij in vasi, čedalje pogostejšimi in nerazumnimi umori političnih nasprotnikov in tudi celih družin. In ko je tudi okupator na partizanske akcije odgovoril z krutimi represalijami proti prebivalstvu, ki je ostalo nezaščiteno in se je čez noč znašlo med obema stranema, je med delom prebivalstva dozorela odločitev, da se je treba partizanom upreti z orožjem in ubraniti domove in vasi. Zato so za pomoč in legalizacijo protirevolucionarnih oddelkov zaprosili italijanskega okupatorja, ki je sprva kljub zadržkom, pomislekom in zavlačevanju na to privolil v ustanovitev prostovoljne protikomunistične milice oziroma vaških straž, saj je to bilo v njegovo korist. V knjigi je avtor za posamezna lokalna okolja, kot smo slišali, se osredotoča na 9 okolij, za njih podrobno ugotavlja vzroke za samoobrambno organiziranost in pri tem omenja predvsem 2. Skrb za zaščito življenj in imovino in strah, ko naj bi se prebivalstvo nekaterih ogroženih območij po več kot letu dni okupacije ob represiji okupatorja odločilo zaščititi pred revolucionarnim in ideološkim nasiljem partizanskega tabora, ki jih je, kot opisuje v knjigi, z varnostnega vidika ogrožal bolj kot prej italijanski okupator. Iz Možinove analize izhaja, da so vzroki in pa zaporedja dogodkov, ne glede na različen čas nastanka, podobni v vseh obravnavanih okoljih. Kot smo slišali, omenja ne vse, seveda, ampak 9 območij, Šentjož, Sveti Vid nad Cerknico, Bloke, Loški potok, Begunje pri Cerkvici, Loško dolino, Velike Lašče, Dobre polje in Struge. Možina v analizi vloge tradicionalnega vodstva glede nastajanja prvih vaških straž pride pri tem do pomembnega zaključka, da strankarski vrhovi, Slovenska legija, straža in podobno, niso imeli odločilne vloge pri njihovem nastajanju. In po mnenju avtorja je bil dobro organiziran partizanski odpor voden od zgoraj, medtem ko je protirevolucionarni upor z nekaj izjemami nastajal pod vplivom lokalnih okolij in ne z vrha tradicionalne politike ali cerkve. Prav tako v knjigi dokazuje, da v nobenem primeru do snovanja protirevolucije ni prišlo iz ideoloških razlogov ali
iz želje po vojaški kolaboraciji zaradi navdušenja nad italijanskim okupatorjem. Tema, ki jo je Možina zajel v knjigi, je izredno široka in nikakor ni končana. Kot je že kolegica Tamara povedala, se je pri analizi virov soočil s pomanjkanjem gradiva, ki bi se nanašalo na samo jedro zastavljenih vprašanj naslovne teme in se je soočil tudi z nesistematičnostjo arhivskega gradiva. Zato je pri tem moral pregledati podrobnosti najrazličnejših virov in skozi primerjavo z primarnimi viri rekonstruirati začetke oboroženih oddelkov proti revolucije v ljubljanskih pokrajini. Zaradi velike razpršenosti in fragmentarnosti gradiva se je moral strogo omejiti na okoliščine začetkov oboroženih oddelkov proti revolucije, a kljub temu v knjigi opisal tudi prve tedne njihovega delovanja, odziv partizanske strani na njihov nastanek in tudi usodo posameznih postojank prvih oboroženih oddelkov. In z analizo žrtev med civilnim prebivalstvom Možina ugotavlja, da je partizanski tabor od novembra 41. leta pa do velike italijanske ofenzive julija 42. leta povzročil več žrtev kot italijanski okupator. In za časovno in številčno razvrstitvijo žrtev posamezne strani v knjigi pojasnjuje, da je revolucionarna stran za številnimi umori več kot pol leta napadala tradicionalno stran, preden je ta odgovorila za oboroženo silo, ki je v začetni fazi bila zgolj obrambnega značaja. In s tem Možina odpira ključna vprašanja o naravi vojne v ljubljanski pokrajini. In nenazadnje na ozemlju, kjer je nastala in obstala oborožena protirevolucija, je komunistična oblast po vojni pobila večji del aktivne moške populacije. Iz 7 podeželskih občin, ki jih naloga obravnava, so po vojni dali pomoriti 1614 oseb. Če počasi zaključim, odveč je pripomniti, da je knjiga Jožefa Možine v vsebinskem in metodološkem smislu izvirno in zrelo znanstveno delo, ki je zelo pomembno za novejšo zgodovino Slovencev in dopolnjuje dosedanje pomojevanje zgodovine druge svetovne vojne na Slovenskem in pri tem odgovarja na marsikatera vprašanja, ki se postavljajo pred zgodovinopisje. Ali pa, če drugače rečem, odgovarja na vprašanja, na katero bi slovensko zgodovinopisje moralo odgovoriti že pred desetletji. Hvala lepa. Oblaki so rdeči, kaj nek pomenijo, da vsi ti mladi fantje na vojsko pojdejo. Da vsi ti mladi fantje na vojsko pojdejo. Pa kdo bo listje grabil, pa kdo bo praprot žel, pa kdo bo dekle ljubil, ko bom na vojsko šel. Pa kdo bo dekle ljubil, ko bom na vojsko šel. Jaz sam bom listje grabil, jaz sam bom praprot žel, jaz sam bom dekle ljubil, ko bom domov prišel. Jaz sam bom dekle ljubil, ko bom domov prišel.
Dr. Mitja Ferenc, najprej zahvala vam za vašo jasno in razčlenjeno analizo, Marku Finku seveda za novo toplino slovenske melodije. Medtem se nam je pridružil tudi predsednik Državnega sveta, Alojz Kovšca, ki ga pozdravljam. Sedaj pa Jože. Čakaj. Na teh straneh je 20 let raziskovanja, zbiranja gradiva. Kot je napisal dr. Stane Granda, gre za markantno znanstveno delo, ki temelji na strokovni in jezikovni odličnosti. Za tiste, predvsem tiste zunaj meja, ki imamo en poseben odnos do slovenskega jezika, ki ni samo sredstvo, ampak je vrednota, je tudi ta ocena zelo pomembna. Če samo naštejem, 624 strani, 217 faksimilov dokumentov, fotografij, 15 zemljevidov, 35 grafov, dokumenti, ki zastopajo vse tri strani, kot je bilo rečeno, torej okupatorje, revolucionarje, protirevolucionarno stran, nepoznani dokumenti, ki so bili omenjeni oziroma še neuporabljeni, domača in tuja literatura in pa tisti vir, ki si ga ti tako vrednoti v vseh teh letih in zaradi katerih si imel tudi kar nekaj težav, in sicer pričevanja. Ljudi, ki so to doživeli, pretrpeli, preživeli in nikoli pozabili, živijo v matični Sloveniji, živijo zunaj meja Republike Slovenije. Prosim, beseda je tvoja. Hvala lepa, dragi prijatelji, sorodniki, visoki gostje, pravzaprav prijatelji, vsi skupaj. Kar težko se je po tolikih letih odlepiti od te teme, ampak današnji večer je vendarle zame eno veliko olajšanje. Moji predgovorniki, zlasti recenzenta, sta že zelo natančno pojasnila vsebino te knjige, tako da kaj je meni ostalo. Ker pač prihajam tudi iz vizualnega medija, bom nekoliko pokazal to, kar je v knjigi, nekatere fotografije, nekatere faksimile, spomnili se bomo nekaterih dokumentov in šli na hitro, ampak res na hitro, da ne boste preveč časa čakali na konec, skozi to, kar knjiga prinaša, čeprav je bilo na bistvene novosti že opozorjeno. Poglavitni viri so našteti tukaj. Gospa Griser Pečar je omenila arhiv Akademskega kluba Straža, to je res neka časovna, kaj ne rečem, časovna kapsula, ko se znajdeš, kaj ne rečem, po naključju ali pa po božji previdnosti pri eni osebi in tam slučajno vprašaš, kaj je pa to, in potem se pravzaprav odkrije eno veliko stvar, ne. Namreč v teh dveh škatlah za mleko, pravzaprav posodah za mleko, je tičal arhiv stražarjev, v katerem niso le viri protirevolucionarne strani, rokopisi, celo osebni dnevnik Cirila Žebota med vojni, neminljivo Slovenijo namreč on pisal po spominu, ampak so tudi dokumenti, ki so jih zasegli v partizanskih bunkerjih, revolucionarnih bunkerjih, tako da imate noter tudi osebno korespondenco med vojno Zdenke Kidrič, pa Edvarda Kardelja in tako naprej. Res fascinantne zadeve. Ostali arhivi jih ne bomo omenjali, vsak na nek način pomemben. Tako je bilo slovensko ozemlje v luči okupacije. Tisto, kar je že dr. Ferenc omenil, da se na začetku vojne pravzaprav ni zgodilo veliko. Ni se zgodilo veliko v tem delu, ki ga vidimo kot Ljubljanska pokrajina, ki je obarvano z modro. Zelo hudo pa je seveda bilo v nemški okupacijski coni in takrat na začetku vojne približno 20 000 beguncev iz Gorenjske in Štajerske pride v Ljubljansko pokrajino, kjer so se Italijani iz nekih svojih prestižnih razlogov odločili za blago okupacijo na začetku in seveda takrat Italijani pripomorejo k sprejemu teh beguncev in to je bil tudi en stik tradicionalnega tabora in cerkve, ki je poskušala za te begunce poskrbeti z italijanskimi oblastmi, kar so Italijani izkoristili za svoj namen. Ključna izhodišča tega dela. Upoštevanje virov, ki sem jih pač pokazal in navedel, kritični pretres teh virov in sklepna analiza in seveda sojenje dogajanja in ljudi in njihovih ravnanj v kontekstu tistega časa in prostora in ne tako, kot mi mislimo in vrednotimo sedaj. Še vrednostno izhodišče bi vendarle izpostavil, ki pa je slovensko civilno prebivalstvo, njegove stiske, trpljenje in žrtve po izbruhu vojne. In pri presoji ravnanj in žrtev enaka merila za vse vpletene. Jaz mislim, da če bi se tega držali zgodovinarji ali pa se trudili vsi v tej smeri, bi se veliko bolj razumeli. Ključno vprašanje je, kdo in kako je začel bratomorni spopad,
Kaj je bilo torej prej, kolaboracija ali revolucija? Kaj je vzrok in kaj je posledica? Gremo takoj na grafični prikaz, kar je v zgodovinopisju na tak način relativna novost. V tem grafu je ogromno dela in energije, ne le mene, ampak tudi kolege Štularja, ki je te grafe pomagal pripravljati. In poglejte, tukaj imamo 3 elemente, se pravi, imamo nasilje do civilnega prebivalstva, ki sem rekel, da je izhodišče. Rdeča črta kaže povzročene žrtve partizanske strani, črna črta Italijanov, italijanskega okupatorja in modra črta protirevolucionarne strani. Vidimo, da se od aprila 1941, ko se vojna začne, za običajno prebivalstvo govorim, pa tam do oktobra, prvega pol leta, ne zgodi nič, da življenje v Ljubljanski pokrajini teče relativno normalno. Ko se začne formirati osvobodilna fronta in ko komunisti pridobijo osvobodilni fronti, seveda od vsega začetka, ta dominanten vpliv, ki je revolucionarni, začnejo oni, takrat zelo malo številni partizani, oče Mitja Ferenca, Tone Ferenc govori o 400 partizanih, začne prihajati do umorov. Oktobra 8, novembra vidimo spet 8, decembra 11, januarja 20, februarja 16 in tako naprej. Italijanski okupator je sprva relativno odsoten, potem pa začne uprizarjati represalije, recimo procese proti ljudem, ki so jih zajeli ob teh partizanskih akcijah, ki pogosto niso imeli s tem nič. Druga faza pa je, da se Italijani iz vasi umaknejo v večje centre, prepustijo, kar je bilo že rečeno, partizanom prost teritorij, ki ga oni imenujejo za osvobojeno ozemlje. In tam v neki neverjetni revolucionarni vnemi, ki je tudi mene presenetila, poskušajo vladati recimo po modelu bolševistične revolucije z volitvami, razlastitvami, streljanjem talcev, tudi partizani so streljali talce in tako naprej. In tudi italijanski okupator je na te partizanske akcije odgovarjal svojo represijo. Ampak poglejte te ključne mesece, ki so pravzaprav bistvo vsega, kar je potrebno razumeti glede razvoja druge svetovne vojne in bratobojnega spopada. Poglejte april, poglejte maj, juni in julij 1941. Partizanska stran takrat v tem majhnem okolju povzroči 202, 263, 311 žrtev julija 1942. Se pravi, za ljudi se začne vojna, za civilno prebivalstvo na podeželju, pa tudi v ljubljanskem mestu na drugačen način se začne šele takrat. In to v nekih zelo skrajnih razsežnostih. Okupator na to odgovori s poletno ofenzivo leta 1942, kjer preseče to partizansko revolucionarno nasilje, ampak s svojim nasiljem. V tem vrhu, v tej špici, ki jo tukaj vidite, se skriva vsa tragedija takratnega podeželskega prebivalstva, zlasti na Dolenjskem in na Notranjskem, ki je najprej trpel v krču revolucionarnega nasilja in pozneje tudi v krču okupatorjevega nasilja. Eno je bilo hujše kot drugo. Treba je pa vedeti, da je bilo recimo partizanov na začetku marca, naprimer 1942, 400-460, okupatorjev pa 40 000. Kaj se je dogajalo pravzaprav, da je tako malo številno partizansko gibanje takrat, spomladi jih je bilo že več, kozarca vode bi prosil, če se da dobiti, da je povzročilo tako veliko število žrtev. Kaj je bil razlog? Težko je pojasniti drugače, kot da so komunisti fanatično sledili modelu bolševistične revolucije. To se z njihove korespondence zelo dobro vidi. In tudi v tej čisto začetni fazi vojne niso tega niti najmanj skrivali. Tukaj imate iz tega arhiva stražarjev, ne vem, če jih imamo zdaj novejše zgodovine, to so originalni trosilni lističi, ki so jih takrat skojevci trosili v glavnem po Ljubljani in drugod. In vidite, da so v ospredju komunistični simboli, da je Stalin, da je Sovjetska zveza. Prvi nivo partizanskega gibanja so sestavljali komunisti, ki so bili zelo predani temu svojemu poslanstvu, veliko jih je tudi padlo v prvem letu vojne, potem pa so pritegnili v svoje vrste vsaj na 2 načina nove pripadnike, in sicer s prisilno mobilizacijo, kar so počele vse vojske, tudi protikomunistična končno, ampak tudi naprimer s tem, da so na ozemlju, ki so ga obvladovali, začeli razlaščati
Hvala lepa, da so začeli razlaščati veleposestnike in enostavno deliti zemljo. In ko je slovenski proletariat oziroma vaški proletariat prišel do zemlje, je seveda potem tudi partizane podpiral. Tukaj na desni vidimo fotografijo Križnarjeve vdove, namreč gozdnega čuvaja je bilo treba prej ubiti, to je bilo že februarja 1942, in potem so se polastili njihovih gozdov in jih začeli razdeljevati. Predstavljali bi si, da se eno osvobodilno gibanje, ki se imenuje za osvobodilno, da se trudi, ne vem, da čuva nekako civilno prebivalstvo, se končno je nek vojaški spopad tudi temu namenjen, in da se trudi, da ne pride do kaosa in zmede. V tem primeru, v primeru partizanskega gibanja, pa zmeraj, ko govorimo o partizanskem gibanju, moram opozoriti, da gre pravzaprav za komunistično vodstvo in celo samo za vrh komunističnega vodstva, ki je diktiral tempo. To je bilo ravno obratno. Njihov interes je bil ustvariti kaos in strah, ker je pač to model bolševistične revolucije, znotraj katerega se lahko zgodi vse, tudi prevzem oblasti, na kar so takrat računali, ker so, mi tega ne vemo, ampak leta 1942 za sveto pričakovali, da bo konec vojne. Pač v to so verjeli in pohiteli s tem revolucionarnim nasiljem. Tukaj imamo Frica Novaka, politkomisarja Ščercerjevega bataljona, ki v enem od dokumentov najdenih v arhivu Slovenije pravi: ustvariti moramo blazen strah pred partizanom, partizan mora postati živ hudič. Tukaj je pa prizor likvidacije, ker ne vemo, najden je v stražarskem arhivu, a je avtentičen ali gre za kaj drugega. V partizanih je veljala zelo ostra disciplina. Jaz ne želim in tudi v knjigi niso stvari polarizirane črno-belo. Upoštevam vse vire, ki so bili na voljo in seveda naredim sintezo po lastni presoji. Ampak tudi v partizanih biti v tistih časih je bilo izredno težko. Poglejte, vladala je taka disciplina, da od začetka partizanskega gibanja pa do julija 1942, vidite to rdečo črto, je več partizanov pade od partizanske roke kot od protikomunistične strani. Tako strog režim je v partizanih bil. Tukaj na levi strani imamo dva citata iz partizanskih dokumentov iz junija 1942, govorimo spet o teh ključnih mesecih. Recimo v zgornjem pride do streljanja, do ustrelitve dveh deklet, ljubljanskih študentk, dijakinj pravzaprav, ki sta imeli 16 let, Fani Anžur, Vida Mažgon. Obsodili so jih zarote. To je uradna obsodba in ustrelitev. Spodaj je ustreljen partizan, ker se je napil, pa drug partizan robi, ker je kradel marmelado. Režim v partizanih je bil zelo hud, ampak po drugi strani pa ni znano, da bi zaradi umorov, ki smo jih opisovali in jih bom še vnaprej pojasnil, da bi kdo nastradal zaradi tega, da bi bil kaznovan zaradi tega. Ena od vrhov revolucionarnega nasilja je genocid nad Romi. Ne moremo drugače tega opisati, ker je namreč partizansko gibanje v tistem obdobju, predvsem maja, potem v zadnjem odmevu julija 1942, izvedlo 5 masakrov romskega prebivalstva in je praktično pomorilo vse Rome, ki so jim prišli v tistem obdobju v roke. Prvi tak primer je bil 17. maja v Sotejski Iške. Pred 2 leti je vladna komisija za prikrita grobišča to grobišče izkopala. Spodaj vidimo fotografijo. Obstajata pa najmanj 2 partizanska dokumenta, ki tudi opisujeta, sicer zelo na kratko in cinično, pač da so likvidirali bando ciganov, broječo 42 članov in tako naprej. In ljudje, ki so vključeni bili v ta pomor, pravzaprav imajo še zmeraj title narodnih herojev, kar seveda tudi kaže na neko aktualnost vseh teh zgodb. Ko zdaj opisujemo, kakšno je bilo partizansko gibanje, ga seveda moramo opisati v njegovih skrajnostih, zato da bomo lažje razumeli, zakaj je prišlo do tega odpora, ki ga je omenil tudi gospod Ferenc. Glejte tukaj število mladih žrtev, ki jih je povzročilo partizansko gibanje v rdečem in tisto, ki jih je povzročil okupator. Vidimo spet, da je maja in pa julija umorilo 41 oziroma 42 otrok. Italijanski okupator tudi, veliko, vsak je preveč, absolutno. Vendar je način usmrtitve drugačen. Medtem ko je partizansko gibanje nažalost morilo na tisti način, kot si ne želimo predstavljati, so žrtve med otroci
pri Italijanih pravzaprav neka kolateralna škoda bombardiranja, obstreljevanja in tako naprej po večini. Italijanski okupator reagira v bistvu zelo cinično. Ko ne uspe nevtralizirati partizanov, se znaše nad najbližjo vasjo, blizu katere se je zgodil nek incident, to vas požge, strelja talce in tako naprej. Ljudje se znajdejo v tem krču. In seveda tudi na partizansko gibanje, sploh za narodno zaščito, ki je bila nek teritorijalni del partizanskega gibanja, je velikokrat prosila narodna zaščita sama, vodstvo, naj pač ne uprizarjajo napadov pred vasmi. Ampak, kot vidimo tukaj, citat spet iz dokumenta Bračiča in Beblerja, moramo prenehati s pretirano obzirnostjo do domačinov, češ da bo vas trpela. To je iz aprila 1942 in najhujše stvari so šele sledile. Spravi, tukaj ne gre za neko slučajnost, za neko naključje, zavestno se je šlo pravzaprav v tak način vojne, ki je pripeljal v katastrofo nacionalnega pomena. O tradicionalnem bi se dalo veliko povedati. Bil je zmeden, ni si predstavljal, kaj se dogaja. Tisti, ki so približno vedeli, zakaj gre, niso prišli do besede, bili so v šoku. Niso mogli razumeti, da so v bistvu znotraj te vojne v Ljubljanski pokrajini postali prve žrtve in najprej napadeni oni sami in ne okupator. Tako kažejo tudi številke. Tukaj imamo, s čim so se ukvarjali, naprimer Lambert Ehrlich, vodja stražarjev, nešteto prošenj okupatorju za reševanje talcev, ki so jih zajeli po raznih partizanskih napadih. Tukaj mislim, da gre za Preserski most iz začetka leta 1942, kot tudi škof Rožman se angažira, ko imamo v nadškofijskem arhivu dokumente, ko so celo v zelo stalni korespondenci z Vatikanom, z državnim tajništvom, ko prosijo za posamezne ljudi in tako naprej. Tukaj je bil fokus takrat cerkve, ki je težko na tej točki karkoli očitati. Veste, kako je končal Lambert Ehrlich 26. maja 1942 je bil umorjen na Streliški ulici in tukaj je ta avtentičen dnevniški zapis Cirila Žebota, ki bi takrat moral biti z njim, pa je zaspal in so ustrelili poleg Ehrlicha enega slučajnega študenta Primorskega Rojca in je potem napisal, seveda zelo tankočutno, da je komunistična krogla zadela največjega Slovenca in najbolj svetega duhovnika v Škofiji in tako naprej. Tudi zaradi tega, ker je revolucionarni tabor, predvsem Voz, za razliko od podeželja, v Ljubljanski pokrajini oziroma v Ljubljani sistematično streljal voditelje tradicionalnega tabora in s tem je tudi uprizarjal seveda veliko zmedo in strah, ker se pač ljudje niso imeli kam skriti. Tako da se upor ne zgodi, kot je dr. Ferenc že omenil, od vrha navzdol, čeprav je bila struktura Slovenske ljudske stranke predvojno prevladujoča in tudi Ciril Žebot v enem pismu pravzaprav zelo smeši in napada vodstvo Slovenske ljudske stranke, da ni bilo sposobno odreagirati v jeku vojne. Tu gre pač za neko osebno korespondenco. Tako da se pravzaprav upori proti partizanom zgodijo na podeželju. Zanimiv je primer Šentjošta, kjer govori, mislim, da Jože Ježovnik, takrat poveljnik Dolomitskega odreda, da se jim je zgodila vstaja proti partizanom. Verjetno se niti ni zavedal, da je to pozitivna konotacija. Tukaj so našteti kraj, kjer je do teh prvih napadov prišlo. Na Vidovski planoti najprej, že aprila 1942, v Loškem potoku sredi maja, v Šentjoštu. Vsak primer je specifičen, ampak tisti, ki so tukaj obarvani z rdečo, so kraji, kjer je prišlo do upora proti okupatorju, proti partizanom, zanesljivo brez vednosti okupatorja. Enostavno vaški fantje so se zbrali in možje in se poskušali zaščititi, da partizani ne bi upadali v njihove vasi. To ni bila neka ofenzivna organizacija, ampak nekaj zelo skromnega, misleč, da se bodo na ta način rešili. Seveda temu ni bilo tako. Čisto na kratko bomo pogledali posamezne primere, kaj je pravzaprav tisti sprožilec bil, da je prišlo do upora. V Vidovskem hribovju pride do umora župana in še dveh občinskih odbornikov. Dva sta se rešila, ker jih ni bilo doma. In to znamenita Dakjeva leteča patrulja je to storila, je naredila pohod, tukaj vidimo zaris, pohod iz Mokrca prek Krvave peči, Tavžlje Rudolfovo, v Tavžljah ubije tega župana in potem še da druga in se v isti noči vrne nazaj. Župana in ostale so ustrelili seveda doma na peči, pač pred družinskimi člani.
In zdaj, če bi rekel, ja, to je pač eksces, ki jih pozna vsaka vojna. Žal ni tako. Našel sem dokument, ko je naslednji dan ta ista Dakjeva leteča patrulja preimenovana za pohvalo oziroma za nagrado v proletarsko udarno patruljo. Zgodovinarji poznamo, da je bil en cel spor okrog tega, proletarski, je celo Sovjetska zveza takrat nasprotovala, da z revolucionarnim izrazoslovjem malo počakajo. Ampak to je bila nagrada tudi končno za uspešno izvedeno akcijo prejšnji dan. In dovolili so jim nositi na pokrivalu kot znak proletarsko rdečo zvezdo s srpom in kladivom. To so ti prvi vidovski uporniki in dokumenti povezani z njihovim delovanjem, ki seveda niso uspeli in so se morali umakniti, ko je prišla večja sila, čeprav so konec aprila zavrnili en partizanski napad in s strelom mimo partizanov, pravzaprav opozorilnim strelom, partizane pregnali. Vendar dolgoročno niso bili takrat uspešni. Šentjošt je ena posebna zgodba. Tam so bili ljudje zelo povezani, med seboj nekako držali skupaj informacije in vse ostalo. Videli, kaj se dogaja v okolici. Seveda umorov ni bilo, bili pa so žrtve rekvizicij in zastrahovanja, ampak tu se je vpletel Stane Kavčič, zelo zanimivo, ker je imel sorodnike v Šentjoštu, poznejši predsednik izvršnega sveta znameniti, in je nekako bil v sporu z dolomitskim odredom, ker jim je očital, da se do ljudi grdo obnašajo. In ta dokument na levi strani zelo zanimivo opisuje njegovo kritiko dolomitskega odreda, ko so recimo rekvirali pri nekem kmetu, se pravi kradli, jemali pri nekem kmetu živila, in pravi Kavčič, da so takrat, ko so iznosili, se to je banalno, ampak tako je pač bilo, ko so iznosili klobase na voz, da so partizanke cvilile, in da je to pomanjkanje politične izobrazbe in kulture. Tako je nažalost bilo. In takrat je Kavčič, zanimivo, to je en tak poseben primer, celo dosegal, da so eno kravo in vrsto teh stvari, ki so bile odvzete, vrnili nazaj. Ampak Šentjoščani niso verjeli, da se bodo te stvari trajno uredile. In tukaj vidimo na desni strani prve ilegalne upornike, še preden so imeli stike z Italijani, ki so se zbirali v gozdu in v strahu pred partizani tudi v gozdu spali. To je bilo maja, junija 1942, tukaj med nami je tudi gospod Janko Maček, ki je kot otrok videl, kako so se zbirali, ima ene take spominske utrinke na to temo. Tisto, kar je potem končno sprožilo odločitev za upor v Šentjoštu, pa je bil pomor tukaj v bližini Ljubljane na Brezovici, ko umorijo 4 člane Mravljetove družine, zelo ugledne, očeta, pa seveda bila to premožna družina, in še številne druge. In tukaj na desni strani je en zelo zanimiv dokument, zdaj jaz ne vem, zakaj so ga številni zgodovinarji spregledali. Namreč vodja te čete, ki je poveljeval pri teh umorih, je bil Peter Cafuta-Gat in on je te stvari zelo lepo opisal. Tukaj na desni strani in tako opisuje na kratko tudi pomor pri Mravljetovih in predvsem pa kaj so zasegli, in se vidi, da so hišo popolnoma izropali. Ko se ustanovi vaška straža v Šentjoštu, jo partizani takoj napadajo, vendar je to prvi primer, ko jo ne uspejo streti in maščujejo se nad okoliškim prebivalstvom, ki v bistvu z vaško stražo ni imelo nobene zveze. In to je pač en graf, ki kaže, da so iz konca julija na začetku avgusta partizani v okolici Šentjošta pomorili 19 ljudi, tudi enega otroka, da bi s tem dokazali, da vaška straža ne more biti uspešna. V Loškem potoku popolnoma tak eksemplaričen primer. Vaški fantje se odločijo, da pa ne bodo več pustili, da partizani ropajo po njihovi vasi, utaborijo se tukaj ob cerkvi, seveda jih partizani preženejo, vendar v tisti fazi ne pride do nobenih žrtev, vključijo jih partizansko gibanje, ampak kasneje pravi Kidrič na tem zborovanju v Kočevskem Rogu julija 1942, da je bila to velika napaka, da je treba pač take ljudi, ki so se obrnili proti njim, likvidirati. In na koncu, vidite še toliko prej, bo vzhodno bojišče izpolnilo svojo lastno nalogo. Pravi, partizanski boj v Sloveniji je bil neprestano povezan z motivi čisto nekje drugje, ne ravno na drugem koncu sveta, vendar tisoče kilometrov stran. Begunje pri Cerknici je mogoče zelo znan primer zaradi Krimske jame.
Tukaj je prihajalo do pomorov ne samo eminentnih ljudi ali pa uglednih ljudi v tistem okolju, ampak pravzaprav vaškega proletariata. Tukaj spodaj so navedene nekatere osebe, ženske iz partizanskih dokumentov, hči kajžarja, delavka, trgovska pomočnica in tako naprej, ki so končale v Krimski jami. Tukaj pa imamo dva sinova iz Hitijeve družine iz Begun. Njihov umor konec julija 1942 je pravzaprav sprožil, da so se ljudje odločili, da se bodo partizanom dokončno uprli. Do takrat, bi rekel, so se pustili moriti, ne ravno tako, vendar so bili pasivni in tukaj v teh zgodbah je vlogo igrala tudi cerkev. Če govorimo o pravočasnosti oboroženega odpora, bi lahko rekli, da v večini primerov je bila cerkev zaviralni element, sploh v tej točki na začetku. Tukaj imamo citat pričevalke, ki je seveda zelo natančno opisala tisto, kar se vidi tudi iz virov. In pričevanja v tej raziskavi jih uporabljam ne kot primarni, ampak kot pač kvaliteten sekundarni vir. Tukaj je župnik Viktor Turk, ki ga je posredno že prej dr. Ferenc omenil, ker namreč on je bil tisti zelo agilen duhovnik, ki se je z začetku navduševal nad osvobodilnim gibanjem, čisto na začetku prejemal slovenskega poročevalca, seveda, ko so začeli ubijati njegove kolege, se je obrnil popolnoma stran. Ko je padla vaška straža begunska v septembru 1943, je postal partizanski ujetnik in na zaslišanju, ki ga imamo tukaj na desni strani, je rekel, naš namen ni bil organizirati Belo gardo s kakšnimi jasnimi političnimi cilji, temveč samo vaško obrambo, ki naj brani imetje vasi in življenje vaščanov. Pač enostavna izjava, ki si je on takrat upal izreči in absolutno drži. On je bil med žrtvami, ki so končali tukaj v Bavdljah. To je slučajno dokumenti iz leta 1944, to so redkice, ne skoraj edini barvni diapozitivi protirevolucionarne strani, ki kažejo odkop teh žrtev leta 1944 in ki jih imamo tudi v knjigi in so tudi javnosti videni prvič. Da ne bo preveč časa trajalo, v Loški dolini je bila neka civilizacijska streznitev, umor Alojzije Zigmund, 23-letnega dekleta in njenega očeta. Vidite ta pač prizor, da je smrt, sploh okrutna smrt, pomenila tako tragedijo kot danes, da ni bilo takrat nič drugače. To pa lahko tudi z te fotografije vidimo, ko vidimo tukaj ženo in pač ostalo sorodstvo, ki je prizadeto ob tem nerazumnem dejanju, že iz marca 1942. V Velikih Laščah je tudi prihajalo do hudega revolucionarnega nasilja, delitve zemlje in vse mogoče. Sodu pa izbije dno tik pred italijansko ofenzivo, ko ukažejo vaščanom ulake pri Velikih Laščah, naj prekopljajo cesto. En družinski oče grudno reče, če bomo mi cesto prekopali, se bodo nad nami znašali Italijani, kar je bilo res. V Otavah, recimo na Vidovski planoti, so postrelili vse moške na vasi, ker so prekopali cesto. Teda to ni ustavilo Italijanov. Zaradi teh besed družino odženejo, praktično celotno družino, in jo naslednje jutro pobijejo. Spodaj je gospa Anica, ki se je čudežno rešila, ker je pač ob padcu očeta dvignila roko in je bila samo obstreljena in je preživela. In nastopa v tej knjigi kot pričevalka, kot tisti sekundarni vir, ki nam pa pokaže neko čustveno resonanco tistega časa, ki iz običajnih dokumentov suhoparnih ni razvidno, je pa mogoče včasih še bolj pomembno za razumevanje trenutka. Tukaj na desni pa vidimo že prve vaške stražarje. Prvi pravzaprav so nastali tako, da so bili mobilizirani v partizane, ustrelili vaškega terenca in se potem usmerili proti partizanske enote. Gremo proti koncu. V Dobrepoljah so upor začele ženske. Zaradi prihoda vodstva partizanskega spomladi 1942 na bližnji Tisovec in ker so se Italijani umaknili in je bila južni del Dobrepoljske doline in Struge, je bilo osvobojeno ozemlje, so tam več mesecev uprizarjali pravzaprav ljudsko oblast. In tudi Kozbek o tem piše, kako so želeli ljudi navdušiti in pokazati, tako bo, ko bomo mi prevzeli oblast. Ampak ljudem to ni bilo všeč.
jim ni bilo všeč, pa ne, da bi bili ljudje iz ideoloških ali ne vem kakih razlogov, ampak enostavno preveč je bilo nasilja, preveč je bilo rekvizicij. Poleg tega italijanski okupator, ne da bi šel seveda delati red, ampak je enostavno iz velikih lašč prek hriba streljal na Dobrepolje, če so seveda z daljnogledi opazili, da so tam partizani, tako da so ljudje tudi po več mesecev bežali v bližnje jame in celo tam spali. Razmere so bile obupne in iz tega partizanskega osvobojenega ozemlja 11. avgusta 1942 pribeži 66 žensk zgodaj zjutraj, vzamejo duhovnika kot prevajalca in grejo prositi, kar je ponižujoče, ampak spet razumemo kontekst časa, grejo prositi poveljnika italijanske garnizije za pomoč. Naj jih odreši, naj jih nehajo streljati, naj jih oborožijo, naj karkoli. Ne? In njihov citat je, zelo zanimivo, je popisan pravzaprav tudi ta dogodek, ko pravijo, možje bi že davno napadli partizane, ko bi imeli orožje. Pazite, to se je dogajalo leto in pol skoraj, praktično leto in 3 mesece po okupaciji, ko ni nihče maral Italijanov in tudi takrat ne, ampak so ljudje presodili, da se z Italijani še lahko nekako pogodijo, da so bolj obvladljivi oziroma predvidljivi in so se obrnili na pomoč k njim. Italijani so posebej tukaj v Dobrepolju, pa tudi sicer zelo zavlačevali z oborožitvijo, ker je bil poveljnik italijanske vojske v Ljubljani izrazito nasproten temu. On celo v enem internem italijanskem dokumentu pravi, komunisti niso tako nevarni, ker so prehodnega značaja, naš dolgoročni sovražnik so nacionalisti, pri čemer je mislil liberalce in pa slovenske katoličane. Tako da Italijani so tudi na začetku tudi komunistični nastop jemali mogoče zlahka. Ali so si pa na ta način mislili, da bodo lažje vladali, če se bodo Slovenci med sabo sprli. Torej, konec avgusta vendarle potem pride do odobritve vaške straže, ampak potem, ko so te ženske uspele, tu se je odvil tudi nek nadrealistični prizor. Italijanski poveljnik sprejme te ženske, vseh 66, jih potolaži, zadrži jih na kosilu, vsaka dobi kozarec vina in kos sira. To je vse opisano in potem one zadovoljno gredo nazaj. Ko pridejo nazaj, seveda so partizani to videli, jih obkolijo, 2 poskušajo aretirati, ki so vodile to skupino žensk. In takrat se zgodi prvi način na pol oborožen upor, bijajo plat zvona, možje prihitijo z pol iz hiš, obkolijo te partizane, ki so poskušali zaseči te ženske in partizani se umaknejo. Prvič se je videlo, da so tudi partizani ranljivi, da se, če je vzpostavljena sila, tudi oni lahko umaknejo. Ampak ko so potem te ženske uspele, so z vseh okoliških vasi, mislim, da je bilo 7 delegacij v naslednjih dneh in tednih, vse iz partizanskega ozemlja, tako imenovanega osvobojenega ozemlja, prihajale prositi izključno ženske v večjih skupinah, 20, 30, 66 italijanskega okupatorja naj jim pomaga. No in v Strugah se vidi nekako so potem, ko so uspeli Dobrepolci, da so potem tudi Stružani sestavili pismo, kjer prosijo italijanskega okupatorja, toplo prosimo, da nam zagotovite ali vojaško stražo ali pa nam dodelite orožje. Zdaj, če bi rekli, da so te ženske, ki sem jih prej pokazal, kolaboranti, ne vem. Meni se zdi, da niso, to so preproste kmečke ženske v neizmerni stiski. Ravnanje italijanskega okupatorja je bilo ves čas izredno dvolično. Vidimo, da so se s partizanskim gibanjem soočali na ta način, da so pravzaprav napadali civilno prebivalstvo, poleg partizanov, ampak glavne žrtve so bile povzročene v civilnem prebivalstvu. Tukaj so fotografije po večini iz Notranjske, kjer je prišlo pravzaprav do neke kataklizme, do nekega vrhunca okupatorjevega nasilja, ki je komaj verjeten, ker so postrelili moške iz celotnih vasi in to ne glede na to, kam so bili usmerjeni. V bistvu se sploh ni gledalo. Tudi ko so odganjali ljudi v internacijo, kjer jih je ogromno umrlo na otoku v Rabu, so bili številni taki, ki so bili protipartizansko usmerjeni. To govorim zato, da boste razumeli, da so takrat, ko so se ljudje odločali za protipartizanski upor, odločili tudi zaradi italijanskega nasilja, ker so menili, če bomo mi imeli neko postojanko oboroženo v naši vasi, ki bo imela relacijo z Italijani, do take samovolje ne bo moglo priti. Mi imamo za vse, v knjigi za vse kraje so narejene analize, grafi in tako naprej, ampak vidimo tukaj za Dobrepolje spet jek vojne.
Leta 1942 partizanski tabor pokonča 12 ljudi, protirevolucionarni tabor, ki se potem prebudi in jeseni že seveda tudi se maščuje partizanskemu taboru 3, Italijani veliko 55. Ampak gledajte, kaj se je zgodilo, če gledamo celotno vojno z letom 45. Eno majhna občina Dobropoljska izgubi 515 ljudi, seveda predvsem zaradi povojnih pobojev. Maščevanje, ki ga je omenila dr. Griser Pečarjeva, je bilo neizmerno. Vse, kar se je dogajalo za te kraje, govorim, ki so se drznili upreti, pravzaprav se samo oborožiti, se zaščititi, dejansko vse tisto, kar se je dogajalo med vojno, ni bilo nič v primerjavi s katastrofo, ki je sledila po vojni. Vidite tukaj ti skoki, ki so italijansko nasilje, potem september, oktober 43, gre za pomore ujetih vaških stražarjev, ki so številke visoko, 181 in tako naprej. Ampak maja, junija 45 zaradi povojnih pobojev, tu govorimo predvsem v 90% za mlade moške in fante, pobijajo 1682 ljudi. Tak način delovanja tudi do nasprotnika, političnega nasprotnika, vojaškega nasprotnika, je seveda zaznačilen za ostale družbe in za okrutne režime, ne pa za neko civilizirano relacijo, ki jo poskuša povojna oblast recimo vzpostaviti in povezati energije pač v vojni prizadetega naroda. Ta oblast se je odločila za nekaj povsem drugega in drugačnega. Način, kako se je vojna pri nas pletla, je strašljiv tudi v eni primerjavi, v enem grafu, ki smo ga s težavo naredili, ampak je zelo, zelo nazoren, še vse po svoje tudi žalosten. Na desni strani, ta višji stolpec, vidite padle Slovence takrat, oziroma umrle Slovence do oktobra 1943 in jih je nekaj čez 9000. Vidimo tudi, okupator je povzročil največ žrtev, potem partizanski tabor, Modar je protirevolucionarni tabor, ki tudi povzroči 610 žrtev in potem nemški okupator že oktobra 1943. Glejte, toliko Slovencev pade v tej osvobodilni vojni, revoluciji, protirevoluciji in okupaciji. Ne? Ampak predvsem seveda, ko se začne dogajati osvobodilni boj, tako imenovani. Ampak na levi strani imamo pa stolpec, kjer kaže, koliko italijanskih vojakov in tudi nemških v tisti zadnji fazi je takrat padlo v tisti dobi. In razmerje je grozljivo. Ne? Zdaj tukaj sta dva podatka, stolpec ima dve barvi. Namreč, dr. Tone Ferenc je naredil zelo natančen popis padlih Italijanov, ne? Ki jih je, če tle dobro vidim, 1038 v celi dobi okupacije Ljubljanske pokrajine. Medtem ko so po italijanskih uradnih podatkih njihovega obrambnega ministrstva pa je padlo samo 373 italijanskih vojakov. Ampak v vsakem primeru je je razmerje 1:10 ali pa 1:22. Pravi, toliko slovenskih žrtev v nasprotju recimo z relativno malimi žrtvami na strani okupatorja. To je bila vojna, ki je bila, ne vem, to je bil način vojne, ki je bil pravzaprav protislovenski, kakorkoli. Ker je bilo žrtev preveč glede na učinek, ki je bil narejen, ker očitno osvobodilna komponenta ni bila vodilna, sploh ne ves čas vojne in je pogosto revolucionarna komponenta prevladala. In zdaj smo čisto na koncu. Ta graf kaže približno 100.000 žrtev, ki jih je bilo med vojno in takoj po njej povzročenih Slovencem. Vidimo, da je nemški okupator vodilni z 32.000 povzročenimi žrtvami, sledimo partizanski revolucionarni tabor s 24.000 in tako naprej. Vendar je ta tretji stolpec, ki je roza barve z 21.000, tukaj povzročitelj ni znan. Vsi ti podatki so uradni, so z baze Inštituta za novejšo zgodovino v Ljubljani, ki se jim zahvaljujem, da sem lahko prišel do teh podatkov in jih analiziral, ker se mi zdi, da analize še čakajo, ker so preveč uničujoče mogoče za neke zgodovinarske interpretacije, da bi jih javnosti predstavili tako, kot jih je pravzaprav treba, tako kot tudi stroka ponuja. Torej, tudi ti neznani povzročitelji jih je v veliki meri moč pripisati revolucionarnemu taboru, ker sta okupatorja ubijala predvsem egzemplarično zaradi javno, medtem ko je bil ravno za revolucionarni tabor značilno, da je svoje nasprotnike pokončeval tudi na skrito. Končamo. Glejte, tukaj med nami je tudi gospod Lojze Hudnik,
ki nastopa v knjigi kot pričevalec, kot dragocen pričevalec. Opisana je tudi zgodba njegove družine, ki mislim, da je rekordna po tem, da izgubi med vojno kar 10 družinskih članov. Glejte, če bi mi to tematiko obdelali in da bi bili na koncu zgodbe, bi bilo na predstavitvi te knjige mogoče 20 kolegov, kakšen zanesenjak, zgodovinarjev, pač nekih ozkih poznavalcev. Jaz sem sicer vesel, da vas je veliko, ampak to kaže tudi na to, kako potrebno je pravzaprav te stvari predstavljati in kako potrebno je o tem spregovoriti, kako potrebno je te stvari raziskovati, zato da se bo ta nacionalna travma, ki jo je pravzaprav povzročila druga svetovna vojna in ki še kar traja, ravno zato, ker je poskušala biti, ker je morala biti zamolčana in ker ni predelana, da se ta nacionalna travma iz polje nacionalne travme res premakne v polje zgodovine, in to tiste zgodovine, ki je ne želimo ponavljati. In ta knjiga je prispevek prav v tej smeri. Sploh zato, ker je po teh novih raziskavah, nekaj se je tega dotaknila že Tanja, se nasilje, ki so ga doživeli naši predniki, sploh skrajno nasilje, ne kaže samo v njihovih vedenjskih vzorcih in ki se posredno prenašajo potem tudi na potomce, ampak je nasilje vtisnjeno v genski zapis in se gensko prenaša na potomce. In sicer na izrazito nesimpatičen način, namreč, da imajo potomci nižjo raven kortizola, se pravi hormona, ki uravnava stres in se težje spopadajo s težkimi situacijami. In jaz vidim prav v tej točki nepojasnjene, nepredelane zgodovine eno od ključnih šibkih strani te naše slovenske nacije, zato je ta knjiga, ne glede na to, da govori o polpretekli zgodovini in da bo za koga konfliktna, za moje pojme, oziroma želim, da je zdravilna, da je v nekem smislu odrešujoča in da bo predvsem za tiste, ki so trpeli, pomenila tudi olajšanje. Hvala lepa. Samo še 2 minuti vam bom vzel, jaz se moram nekaterim ljudem vendarle zahvaliti. Knjigo sem res da pisal sam, kot se reče, ampak če ne bi bilo tukaj številnih ljudi, ki so pomagali, ne bi bilo tudi nič. Najprej kolegu in profesorju, mentorju Miti Ferencu za izrazito podporo, spodbude in usmeritve v ključnih trenutkih. To je bila tudi taka podpora, za katero jaz ne vem, ampak slutim, da je obstajala in je bila na nekih drugih ravneh, da so se stvari lahko zgodile tako, kot so se. Potem je tukaj dr. Tamara Griser Pečar. Ona mi je veliko svetovala. Ona je zahtevala, da iz doktorata naredim knjigo in sedaj sva Tamara oba zadovoljna. Ne? Nekje tukaj med nami je v ozadju, ni hotel v spredje, je dr. Boris Mlakar, moj tretji mentor, izredno dragocen zgodovinar. Pomagal mi je pri številnih stvareh z nasveti, gradivom, tem italijanskim gradivom, naprimer, in kritičnim branjem, brez česar bi bila ta knjiga zelo pomanjkljiva. Tako. Potem pa tukaj bom povedal malo več, oziroma mislil bom na veliko vas. Rad bi se zahvalil številnim dobrim ljudem, tihim podpornikom, ki ste razumeli trenutek ali stisko in pomagali v ključnih obdobjih nastajanja te knjige in ste tudi zaslužni, da je delo pogumno zastavljeno in reprezentativno. Res velika hvala. Bomo šli malo hitreje skozi, ne? Tukaj imamo predstavnike vseh 3 Mohorjevih družb, ki so krasno umestili, kako pomembno je, in to je res meni izredna čast, da so vse 3 Mohorjeve družbe nekako ugotovile, da je to ena prelomna zgodovinska knjiga in tudi na ta način
bo prišla lažje do ljudi. No. Tako da res hvala lepa vsem, Tanji Ozvetič, gospodu Francu Kelhu, v tem primeru tukaj gospodu Filipiču in monsignorju Renatu Podbersiču, da ste podprli to knjigo in da lahko gremo z njo med bralce. Ja. Upam, da je med nami Kristina Pučnik in Stanko Maršič. To sta dve osebi, ki sta imela veliko dela z mano, ker sta bila lektorja in za veliko dela tudi veliko zahvalo. Potem je tukaj Klemen Kunaver, ne vem, če je med nami, ki je poskrbel za bogato oblikovno plat te knjige. Med nami pa vem, da je kolega Mitja Štular, vsestranska, tehnična in analitična pomoč, če se tako izrazim, ne povem veliko, ampak pač tu je tista oseba, ki se je sposobna spopasti z največjimi težavami in problemi, magari sredi noči, ampak ne samo spopasti, ampak jih tudi rešiti. Res velika zahvala Miti in prosim, en aplavz. Potem so tu moji zgodovinski kolegi in raziskovalci, dr. Boris Golec, Ivo Žajdela, gospod Janko Maček, dr. Renato Podbersič. Hvala za številne večje in manjše pomoči in potrpežljivost z mano. Hvala lepa. Tukaj z mano je tudi velik del sorodstva, oče, mama, sestri, brat, stric Gašper, prijatelji, mislim, da stric Marko, tudi z ženo. To so prijatelji z Dobravelj. To so ljudje, ki so kot del mojega sveta in načina razmišljanja tudi sestavni del te knjige. Hvala vam. In na koncu velika zahvala ženi Katarini, ki je tam nekje pri vratih. Res, hvala Katarina, ona je prva brala moje tekste. Tu so otroci, Marko, Blaž in Hana, ki so se zanimali, kdaj končno bo, in moram priznati, da so bili tudi oni kar več let talci tega projekta in zdaj, ko je končan, razglašam, da ste na neki simbolni ravni osvobojeni tega. No. Hvala, Erika, tudi tebi in vsem obiskovalcem. Zahvaljujem se vsem sodelujočim za ta enkraten dogodek in večer, predstavnikom založbe, recenzentom in seveda glavnemu protagonistu Jožetu Možini. Zahvaljujem se publiki za pozornost. Knjiga je na voljo tukaj pri
vhodu, o kateri ste toliko slišali, sedaj jo lahko tudi prelistate in začnete brati, ker gre za zdravilno knjigo, ki rešuje vozle iz preteklosti, zato da rešujemo vozle iz sedanjosti, ki dušijo naš narod, kar lahko iz enega čisto zunanjega vidika lahko gledamo v odstotkih gospodarske rasti, iz globljega vidika pa vidimo iz stanja duha, ki ga lahko čutimo vsak dan v javnosti, ampak tudi v odnosih do ljudi. Vabljeni ste seveda, da se ustavite še na krajšem ali daljšem klepetu, še enkrat, in kozarčku seveda, da ne pozabim. Hvala še enkrat vsem in ta knjiga mislim, da bo še doživela veliko predstavitev, vsaka predstavitev si predstavljam, da bo množična.